Kar se tiče pa tega vstopa na trg brezplačnikov, v bistvu pa razlogi, kot prvo bi rekel, da nismo edini, tako da večina teh velikih svetovnih založnikov se tudi tega lotila, samo ponovati so čez mene... Ponovati so potem kupili, tiste, da so si kupili... Ali so pa ustanovili joint venture za temi za brezplačnike, specializiranimi založniki. Tako da skratka, s tem smo vsi povezovali. Bistvo je pa to, da vsi vemo, da pač ta trg tiskanih časopisov plačljivih, brezplačnih, predvsem pa življenju plačljivih, nekako pač je ni v fazi rasti, recimo bilo temu rečeno, seveda pač ne bodo umrli, ampak bo pa pač obseg tega našega posla se zmanjšal. In pač seveda, dokaj založniki še imamo resurse, pač vemo, da je treba še kakšne druge operacije pač si vzpostaviti, s katerimi bomo pač tudi dolgoročno lahko uspešni. Pač čim več imaš trnkov vodi, tam teži pač si lačen, če pač na enega ne verjameš ribe, to je pač bistvo vsega skupaj. Koncept, ki smo ga obrali z Dolgorolo, na katero sem sicer zelo ponosen, žal je požarila recesija, tako kot še marsikaj drugega na brezplačniškem trgu, pač je bil drugačen zato, ker smo pač šli v koncept tega državljanskega novinarstva. To pomeni, da nismo imeli nobene ekipe novinarske, ampak da je v bistvu razen urednika, vodnikov, pač smo kompletno vsebino obirali iz blogov, kar ljudje ustvarijo pač iz nekaj lastnega interesa, brez tega, da bi motivirani in splačal s tem, da bodo službo z kapitalom, kakorkoli že. To je bil pač nek koncept, ki je bil, to se moram pa res pohvaliti zdaj, pač takrat brez primere, ne samo pa nas, ampak v svetu. In letos, konec decembra, je v Chicagu začel izhajati The Printed Blog, kjer je v bistvu koncept tako rekoč enak kot naš, s tem, da pač se hvalijo, da se prvi malo zamisli, ker sem mislil, da že skoraj mogel zapreti trgovino, ko se on izprl. Še beseda o tem, zakaj smo pač mogli zapreti trgovino. Jasno pa, da je recesija tista, ki je pač to povzročila. Skratka, pač sredstev za oglaševanje ni, podjetja, vemo, so zmanjšala, se veste, tudi tisti, ki so predstavniki podjetij, do polovice budžete, tako da pač je precejšnja suša na oglasnem trgu, vsi jo občutimo, še najbolj pa so jo občutili, brezplačniki, pač tisti, ki jih še izdajo. Tudi nič posebno po nas, no, v glavnem, ampak recimo še en problem, kar se tiče lansiranja brezplačnikov v Sloveniji, je pa ta, da je ta nek čas, ko se nek projekt nov prime, medijski, to nas daljši kot druge po svetu. Vsaj recimo v zahodnem svetu, pa razvitem svetu. Zdaj, zakaj? To ni od danes, to so moje izkušnje, ki jih imam od one, recimo naprej, ki je pač prvi projekt, ki sem ga delal na delu. In zdaj sem govoril za kolegi, ki se ukvarjajo s temi novimi mobilnimi marketingi, internetom. In vsaka nova storitev ali pa nov medij se pa nas prijema dalj kot druge. Razlog je, v bistvu, po mojem mnenju, enim razlogov je ta, da na eni strani bralci ali pa uporabniki, potrošniki relativno hitro sprejmejo pač nek izdelek, če pa se jim ustreza. Na drugi strani oglaševalci, se pravi končni oglaševalci, tudi so kar dovzetni. Velik problem so pa agencije. Agencije imajo pa daleč najdaljšo neko latenčno dobo na vsem trgu, kar je ravno nasprotno, kot bi človek pričakoval. Kot deklarirani strokovnjaki, medijski specialisti, bi seveda mogli biti tisti, ki bodo prvi pač prodajajo svojim klientom neke nove, inovativne produkte in tako naprej, ampak temu ni tako. Te v razlogi lahko špekuliram, verjetno se pač poznajo že, to je jasno, ampak verjetno gre za to, da pač ne upajo predlagati stvari, za katere niso sigurni, da bodo uspešne. Mogoče kapital plaha ptica, pač pa rajš ne tvegajo. Ne vem, nimam pojma, ampak skratka, tudi pri Blogoroli smo pač, kar so imeli oglaševalcev, so imeli direktno. Nim ena agencija, se ne bom imenoval, sicer pa še ta interaktivna, je samo Blogorolo klientu priporočila in tudi klientu zelo zadovoljen. Hočem reči, zdaj konc leta, ker pač je zaradi vsega tega, bo že v bistvu prepozno, so se začeli taki zelo konkretni interesi in vprašanja dogajati strani agencije. Tako da, to je zagotovo eden med razlogov, ni pa seveda edini.
Tako da, ne, to zaenkrat bom pa naprej govoril. Hvala.